še stavek glede pripravljenosti vojske, kar je običajno vprašanje v takih situacijah. V tem trenutku je vojska pripravljena tako, da imamo povsod, kjer so vojašnice, so poveljniki vojašnic stopili v stik z lokalnim okoljem, pomagajo. Najbolj značilen primer je v Vipavi, kjer se vedno vzpostavi sodelovanje med vojašnico in civilnim okoljem. V vojašnici so včeraj že razdelili vse protipoplavne vreče, ki so jih imeli na razpolago v krajevni skupnosti oziroma vasi Vrh-Polje, tako da sodelujejo. Računamo tudi, da če bo potrebno, bodo v prihodnjih urah priskočili na pomoč vse povsod, kjer v lokalnih okoljih je potrebno. Sicer je pa v pripravljenosti enota, ki običajno pomaga pri naravnih nesrečah in ko bo potrebno, ko bodo izčrpane sile na občinski in regijski ravni, se pravi sile za zaščito, reševanje in pomoč, bo vstopila tudi moštvo Slovenske vojske. Kar se tiče same tehnike, v tem trenutku še ni potrebe po uporabi tehnike Slovenske vojske, je pa v pripravljenosti in v trenutku, ko potreba, bomo priskočili tudi z temi zmogljivostmi na pomoč. Računamo, da bo zlasti potrebna pomoč v tej drugi fazi, ko bo treba črpati vodo in pa verjetno tudi kasneje pri odpravljanju posledic, ko bomo videli, kakšen je zaključek te vodne ujme. Skratka, predstavniki vojske, ki so člani regijskih in občinskih, zlasti regijskih štabov za civilno zaščito, so že vključeni in ugotavljajo, kje lahko na kakšen način priskočimo tudi vojaškimi zmogljivostmi na pomoč, spremljajo ves čas situacijo in ko bo treba, se vključimo.